Vam stališča poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Spoštovani, na mladih svet stoji. Radi se tudi hvalimo, kako dobre študente imamo in kako je večino našega rednega izobraževanja po celotni vertikali brezplačno. Kolikor je resnice o tej brezplačnosti, je sicer debata za kdaj drugič. Se pa moramo vsi strinjati, da se je v zadnjih letih ogromno naredilo za študente in se s tem omogočilo študij skoraj vsakemu izmed njih. Verjamem, da me gledate čudno. Dobrih 20 let nazaj ni bilo subvencioniranega prevoza, štipendije je znašala ravno toliko, da je imel študent ali za mesečno karto od doma do fakultete ali pa za najcenejši dom in najcenejše bone za prehrano, pa še to samo za 20 dni. Obojega ni mogel imeti, zato je večino, kot mnogi zdaj, bili so prisiljeni delati ali pa so bili odvisni od staršev. Urna postavka je res mogoče bila višja, a njihovo delo se ni štelo nikamor, pa tudi prispevke zanje niso plačevali. Dejansko so študentje brez zadržkov pristali tako na imenovanem črnem delu. In ne, bilo bi to v bivšem sistemu, ampak kot sem omenil, dobrih 20 let nazaj. Lagal bi, če bi rekel, da študentje takrat niso žurirali, so. A življenje je bilo drugačno. Marsikdo bi celo rekel, da boljše, sproščujoče in bistveno pestrejše. Življenje gre dalje, stvari se spreminjajo in prav je, da tudi študentom gremo naproti in uskladimo določena področja z današnjim časom. V Slovenski nacionalni stranki smo z veseljem prispevali podpise k predlogu, ki ureja položaj študentov, zvišuje subvencije štipendije za 20% do leta 2024, usklajuje višine subvencije za študentsko prehrano, povečuje sredstva za gradnjo študentskih domov, ureja digitalno študentsko izkaznico, področje študentskega dela ter višjo in visoko šolstvo. Prepričani smo, da se bo s predlogom mogoče vsaj deloma odpravila škoda, ki so jo študentje občutili v času epidemije COVID-19. Res so študentje v tem covidnem času dobili nekaj vladnih bombončkov, ki so bili le sami sebi namen. Nikakor pa se ni saniralo težave, ki jih je dejansko so imeli. Študentom je treba pomagati z vzpostavitvijo dobrih pogojev za študij. Tako bi se lahko bolj osredotočili na študij in ga veliko prej tudi končali. Mogoče bomo v prihodnje naredili še korak naprej in naredili reformo, ki bo bodočim študentom omogočilo realnejšo izbiro študijskega programa. Vsi, ki smo študirali, smo bili soočeni s prepričanjem, da vsaka fakulteta o sebi meni, da je najboljša in da so njihovi diplomanti zaposljivi. Resnica je bistveno drugačna in zaradi tega smo država, ki ima skoraj največ nezaposlenih diplomantov oziroma so se ti zaposlili izven svojega foha. Zato vas v kakšnem lokalu za kavo postreže tudi diplomirani ekonomist. Torej, če smo poskrbeli za to, da bodo finančno študentje lažje študirali, bomo počasi morali poskrbeti tudi za to, da bodo študirali za dejansko zaposljive poklice. Ob vsem tem ne morem mimo vsesplošnega prepričanja, da so mariborski študentje manj vredni kot ljubljanski. Študenti so tako mariborski kot ljubljanski, le da marsikdo gre študirat raje v Maribor, ker so tam nižji stroški bivanja. Dostikrat pa se zgodi, da imajo ravno mariborski študentje več znanja in znajo naučeno boljše unovčiti.